Segmentacija je ključna za učinkovito nagovarjanje in spreminjanje potencialnih strank v kupce. Zato nam bo Simon Belak iz podjetja GoOpti razkril, kako odkrivati segmente iz podatkov. Večino Simonovega dela se vrti okoli praktične uporabe umetne inteligence in dela s podatki. Simon, ko boš ozvočen, še tehnične podrobnosti in gremo. Hvala, lepo pozdravljeni. Zdaj, za začetek, verjetno se spodob, da še povem toliko besed o sebi, zakaj bi me vi sploh hoteli poslušati. Zdaj, kot rečeno, trenutno sem vodja analitika na GoOptiju, prej sem pa kar nekaj časa delal v Hekovniku, ki smo si rekli takrat startup šola, ampak smo čedalje bolj se ukvarjali z problemom podatkov in kako vnesti odločanje na podlagi podatkov v podjetja. Na nekem procesnem nivoju in to čisto tehnično, kaj narediti s podatki, pa še je ta baza data-driven, ampak poanta je v tem, da pač v bistvu se izkaže, da večina podjetij ima grozno velikih podatkov, s katerimi pa ne dela kaj veliko pumpinga. In tekom te pač zdaj bi vam rad predstavil mogoče en tak del ali pa dobršen kos tega, kar smo tukaj počeli, tako da bom malo kombiniral različne primere nekaj iz časa v Hekovniku, malo bom dal tudi primerov iz tega, kaj delamo zdaj na GoOptiju. In stvar je taka, da v bistvu se že podatki zelo hitro lahko pridejo v celotno zgodbo. Ker je tako prvo vprašanje, ki v bistvu je smiselno zastaviti neki novi firmi, s katero ste v kakšnemkoli odnosu, je, kako pravzaprav zgleda, kdo so vaše stranke. In izkaže se, da je to precej problematično vprašanje, ker večinoma boste dobili ali samo tak, ali boste dobili nekaj zelo slab generičen odgovor, in stvar je v tem, da je pravzaprav to triki vprašanje, ker ni enega samega enotnega odgovora, ampak je ful odvisno od perspektive, od konteksta, v katerem se pogovarjamo. Zdaj, tak čisto preprost ilustrativen primer je to, da že ko gledamo, kaj se dogaja z mojimi strankami, so tiste stranke, ki že uporabljajo moj produkt, so velikrat druge od tistih strank, ki jih hočemo nagovarjati. To je sploh res v primeru nekega podjetja, ki hitro raste in pa se poznamo, tiskamo neke early adopterje in tako naprej, ki že uporabljajo naš produkt in gledamo, kaj se z njimi dogaja v produktu in nekaj. Medtem ko stranke, ki jih pa zdaj hočemo dobiti in na podlagi katerih bomo nekako razvili svojo zgodbo naprej, so pa drugačne. Torej, ko zdaj vprašam, kdo so vaše stranke, o katerih mi boste govorili, teh, ko jih imate, ali teh, ki bi jih radi imeli. In takih perspektiv je še veliko, recimo vključimo zraven pogovor še nekaj deležnikov, ki skrbijo za produkt, imajo mogoče neko drugo skrb in tako naprej. In zdaj, kaj tukaj narediti? Za vsak tak v bistvu vprašanje, ki si ga zastavimo, da vedno definira, kako izgledajo stranke, ki so pač najbolj smiselno za to vprašanje, je velikrat pač problematično, ali pa tudi nimamo časa. Tako da tukaj bi bilo zelo fino, če bi način lahko vključili zraven podatke. Tako da bomo v bistvu iz dveh smeri, ko se lahko lotimo tega problema, kdo so moje stranke. Eno je pa čisto enostavno klasično domensko znanje, da rečemo, ja, moja tipična uporabnica je Mojca, ki je stara od 20 do 35 let, visoko izobražena, brezposelna in ful veliko časa preživi na Tumblrju. Cool. Ampak velikrat tak uvid dejansko ni dost actionable, ker vam da čist preveč širok nabor uporabnikov in hkrati vam postavlja nekih dobrih nadaljnih vprašanj, ki bi lahko postavljali. Po drugi strani v podatkih je pa tako, da imamo velikrat preveč specifične odgovore. Zdaj, ker je v idealnem svetu, kar hočemo, je nek proces, kjer malo gledamo iz vrha dol, da se vprašamo čisto domensko, kaj se dogaja, in pa skočimo še malo podatke in pogledamo, kaj se tam dogaja, in z malo sreče se bojo tudi tam stvari tudi pokrivale. Zdaj, velikrat se ne, to je malo zato, ker mogoče niste naredili dobro researcha, pa ne veste, o čem govorite kao domensko, lahko pa tudi zato, ker pač enostavno v podatkih so velikrat vidimo stvari, ki dejansko ne obstajajo. Nekega silne formule za uspeh tukaj ni pač samo nek zdrav premislek in zelo redno in vestno postavljanje hipotez in preverjanje le-teh. Tako pač malo bolj motivacijsko, zakaj bi se pravzaprav hoteli tega lotiti, ko čisto iz podatkov in kaj lahko ugotovimo. Tole je nekakva vizualizacija segmentov, ki jih imamo preko GoOptiju. Jaz trenutno trdim, da jih je 9. In če pogledate tale segment ima približno 5-krat večji lifetime value, kar je poreči za naše stranke. To je neka stvar, ki je dobro vedeti, ker ko je toliko velika razlika v lifetime value, je kar nekaj se mogoče splače najti še koga, ko je podoben temu, pa najprej te nagovarjati, ker po drugi strani naš customer acquisition cost je pa dokaj enak vse segmente. In to so uvidi, ki bi kakšnakoli neka klasična analiza in profiliranje strank bi
bi šli popolnoma mimo, ampak se pa izkaže, da so hkrati dobro definirani v kontekstu podatkov. Torej, kako do nečesa takega krasnega pridemo. Celotna zgodba je v bistvu pač nekak, bom poskusil čim bolj vizualno razložiti. Zadnje je nekaj pač nekam bolj ali manj huda matematika, s katero vas ne bom preveč utrujal, tako da tak bomo vzeli en zelo simpel primer, kjer imamo Markota, Jano in Borisa. In vsakega opišemo s 3 lastnostmi. Spol, starost in to, a ima klobuk ali ga nima. In zdaj, kar tukaj pač je, če si jih pogledamo, nekaj tako da intuitivno gledano, se v bistvu sta si na nek način Marko pa Jana sta si podobna. Pa Marko pa Boris sta si tudi podobna, ampak malo manj, medtem ko Boris pa Jana sta si pa ful med sabo različna. In zdaj to je pač ta neka intuicija, da bi nekako radi, da sta Marko in Jana videli nekako ful skupaj, ker sta dokaj podobna in hkrati tudi pač Marko pa Boris sta na nek način skupaj, Boris pa Jana pa ful narazen. In zdaj pa takem simpel primer prvega, tukaj to nekako se da dosti dobro razporediti tudi v 2 dimenzije ali pa kakorkoli, ampak predstavljate si, da bi namesto, da jih opišem s temi 3 lastnostmi, da bi jih opisal s 30. Ko je recimo v tistem primeru, ko ste ga videli za moje segmente preko Optio. Tukaj se pa stvari pač nekako zakomplicirajo, ampak ideja je pa v osnovi še vedno ista, ker pač hočemo je, da nekako zapišemo vsega od teh našega Jano, Markota in Borisa kot neko točko v večdimenzionalnem prostoru. V našem primeru so to pač 3 dimenzije, spol, starost in klobuk, lahko bi bilo pa tudi pač marsikaj drugega. In za nekako tako fancy tehnično tem lastnostim rečemo značilke, oziroma v angleščini je to feature, in tudi jaz bom pač to uporabljal zaradi tega, da mi je treba toliko razmišljati, ko govorim. Skratka, imamo te značilke in zdaj, kaj so lahko vse značilke, kar je verjetno nekako najbolj uporabno, najbolj del mojega predavanja, da samo malo pač pokažem, iz česa vse lahko črpamo, da sestavimo nek model našega uporabnika. Nekako v principu imamo 2 kategorije teh značilk. Eno so lastnosti, ki so bolj ali manj fiksne za naše stranke, to so njegove starost, odkot so, če je firma, koliko ima zaposlenih, kakve imajo letne prihodke, pač nekaj te zadeve. In drugo je obnašanje, torej pač obnašanje, ki ga imajo bodi si na naši spletni strani, bodi si v našem produktu. In tukaj je tisti del, ki je pravzaprav zares zanimiv, ker te pač ostale lastnosti jih lahko pač dobite, mogoče se po anketo še kaj več, ampak obnašanje na naši spletni strani je pa v bistvu zelo široko področje, ker tukaj lahko gledamo vse mogoče stvari. Da gledamo zanimanja. Kjere spletne strani so si prebrali, so mogoče nekaj klikali po fuck you-ih ali niso. Kdaj obiskujejo. To je zelo pomemben podatek, da recimo gledamo, ali so to neki ljudje, ki to gledajo med službenim časom, ali gledajo popoldne, ali gledajo čez vikend, ali se redno vračajo v istih časih, ali razmazano čez cel dan. Take stvari so v nekaterih primerih se izkažejo za pomembne. Potem frekvenca obiska, ali dosti pogosto vračajo se ne. Za koliko časa gre. Tukaj tudi pač namesto koliko časa se lahko tudi vprašate namesto tega raj, koliko moje strani so prebrali. Ker ta recimo metrika time on site je tukaj splošno sprejeta, ampak če vam je vsebina res pomembna, je v bistvu skoraj bolj pomembna še na druga številka, to je koliko delež po strani so se odscrollali. To recimo je ena metrika, ki smo jo uvedli v enega od večjih slovenskih medijskih hiš, in se je izkazali, da mi je pač zelo dobro razlagala precej pojavov, ki so imeli samo to, da so gledali, koliko delež odscrollajo po strani, pa koliko hitro scrollajo. In je bil bistveno boljši model, kot to, da samo gledajo, koliko časa je nekdo na neki strani. Ker danes, ko imamo to kaznih državljav vseh koncev, zelo hitro počnemo zraven še kaj drugega in je ta čas na strani v bistvu dokaj nezanesljiv lahko. Pa so pač tudi seveda take zadeve kot število nakupov, sploh če imamo srečo, da imamo več teh nakupov, koliko je ARPU, to pomeni, koliko poprečno zapravijo, ko nekaj pri nas kupijo, koliko akcij naredijo, preden se odločijo za nakup, kolikrat se vrnejo na stran, da se odločijo za nakup. Pač zelo velike njih stvari, ki se mogoče, če ne pomislimo, jih pač zgubljamo, ampak so zelo veliko vredni podatki. To bo recimo pač en tajih ključnih vidov, ki smo jih imeli pri GoOptiju, da smo razumeli, kako pravzaprav pač se ljudje odločajo za nas in kako ta del zgleda. Smo ugotovili, da se skoraj vse naše stranke se bojo parkrat vrnili, najprej se bojo pač tako ali drugače odkrile, bojo malo bolj poklikale, poskusile prijeti par destinacij, ko zgledajo in pa bojo šle. In šele takrat, ko bojo zales potvali, bojo prišli nazaj, tisti, ko so bolj občutljivi na ceno, bojo pogledali enkrat, se bojo še dvakrat vrnili, predtem se bojo odločili za nakup. Medtem ko neki poslovni uporabniki bojo pol dosti hitro se odločili, ker se pač jim ne da tle za evro gor ali pa dol igrati. In
Zakaj je to uporabno? Je zato, ker nam lahko samo iz tega, da mi tako rekoč dušivo spremljamo, kako se ljudje vračajo in obnašajo na naši strani, že lahko razvrstimo v enega izmed predalčkov. Glede na to, kako se pomika skozi funnel na moji strani, lahko že potem sklepam, ker imam pač vzorce drugih uporabnikov, kakega tipa uporabnik je, čeprav ne vem še zelo veliko druga v njem. Tako da pač bodite pozorni na take stvari, kaj se dogaja in ne mislite, da samo zares lahko neke globoke stvari izveste z nekimi raziskavami, intervjuji in anketami. Se dajo pač popolnoma nevsiljivo samo iz tega, ker ljudje pač uporabljajo vašo spletno stran, vaš produkt se že da veliko ugotoviti. Tukaj je tudi še nek tak dokaj tehnična opaska, da je pri teh stvarih je velikrat se splača gledati kot neke kategorije namesto same številke, recimo starost, tak lep primer. Namesto rečete, da je nekdo star 25, da ga raje vam predalček, ker se izkaže, da je potem precej lažje brati, ko dobite neke rezultate. Ker ko si predstavljate, tista moja skupinca, ko sem rekel, da ima 5-krat večji lifetime value, in še vedno treba nekako interpretirati. In če imate preveč sam nekih takih okolj nasranih številk, se hitro zgodi, da je to nekako matematično smiselno, zakaj imate tak rezultat, ampak je pa zelo, zelo težko ozemljiti na nekaj, kar se domenskega, nekaj, kar je človeku smiselnega. Zdaj, bodi si zato, ker je preveč specifično, ali pa zato, ker enostavno nima nobenega smisla in je samo neka v bistvu naključna zakonica v podatkih. Potem, če pač uporabljate neko tako predalčkanje, je pa velikrat lažje. Zdaj, kako poznati predalčke, nimam pojma, odvisno od vašega konkretnega primera. Zdaj, ko smo še pri primerih, če gremo si pogledati en konkreten primer, je odkrivanje problemov, ki jih imajo moje stranke oziroma nekih interesov, njihovih zanimanj. Pač recimo, da ne vemo, koliko je zelo veliko v naših strankah in bi radi pogruntali, sploh se pač vemo, da imamo nek približno zanimiv produkt, ampak nimamo nobenega product market fita, v bistvu nimamo pojma, kaj ne bi s tem naredili. In zdaj lahko pač se izkaže, da lahko čist analitično in iz podatkov prijemo do tega, da imamo nek približni pregled na tem, kaj se zares dogaja na našem trgu in kaj so potrebe. In pač tako si razvrstimo to skupaj čez probleme in segmente in potem, ker smo recimo tukaj v tem konkretnem primeru naredili, da smo imeli pač nek dosti obsežen seznam, mailing seznam in smo ljudem pošiljali potem maile in smo gledali, na kjer se odzivajo. To pomeni pač, kje so kliknili, kaj so odprli, kaj so prebrali. In iz tega smo potem približno počasi določili, kaj so njihovi interesi zdaj. Če si predstavljamo to v jeziku teh značilk, to pomeni, da so bile pač moje značilke, da si je prebral prvo stran, pa drugo, pa tretjo, pa tako naprej. Tiste, ko so jih prebrali, so recimo tukaj enke, ostale so ničle. In potem pač dobimo neko tako zadevo in zdaj tist na sredini nek ta amorfen blok, ki so dosti brezvestni, ker ne moram nič pametnega povedati o teh, ampak so pa zanimivi te neki osamelci, ki so pa v bistvu zelo lepo zgrupirani. In za te se pa izkaže, da jim lahko pripišemo neke dosti dobre definirane probleme. Imamo tukaj dva segmenta in potem pač nekaj imamo iz podatkov izhajajoče predloge, da se bodisi vržemo na enega izmed te dveh segmentov, ali pa gledamo, da imamo pač tukaj prekrivanje, da imate si oba dva delita problem številka 1, se lahko lotimo recimo tega problema. Nek podoben tak analitičen pristop je, torej spet za tisto medijsko hišo, skupaj pogledati po interesih. Tukaj pač, ker se producirajo zelo veliko različnih člankov, ni smiselno, da gledamo na posameznih stranih, ampak smo vsak članek upisali s parimi temami, ki se v njem pojavljajo, in smo potem vsakega od uporabnikov upisali kot neko kombinacijo, kakšen delež člankov, ki so jih prebrali, predstavlja neko posamezno temo. Vse te so pač malo spremenjene, ampak poanta, ki tukaj je, da so pač precej različne. Ene so tukaj specifične, kot recimo Janez Janša, ta konkreten primer, ki je bil v bistvu zelo dober napovednik za potem naši strani, in ene druge so take pač dosti široke, kot je kultura ali korkoli, ker je pač spet tudi malo odvisno od strukture vaših uporabnikov, ni nujno, da so ravno enakomerno razporejeni, če vse interese, pa tudi pač koliko imate raznih vsebin. In zdaj, kot nekaj zadnja stvar, ki je tukaj, da velikrat pač je smiselno na to, ko se že stvari pogledati iz različnih perspektiv in to pomeni tudi različne podatke, ki jih črpamo. In velikrat se izkaže, da pri takih modelih, kot sem jih tukaj kazal, lahko te podatke sestavljamo v principu na dva načina. Bodi si jih enostavno pač zarijemo skupaj, da imamo malo neko kombinacijo, ne vem, tam recimo, ko sem v kjer strani si je pogledal, pa zraven damo še starost, pa lokacijo ali pa nekaj takega. Drug način je pa, da sestavimo več modelov, mogoče enega po zanimanjih, pa enega po demografiji in potem upamo, da se bojo mogoče nekaj prekrivali. Spet, velikrat se ne bojo, ampak to v bistvu ni nič kaj zelo hudega, ker tam, ker se bojo, bomo pa res nek dober in jasen, definiran segment iz več perspektiv. Druga varianta taka, ki je velikrat se izkazala zelo uporabno, je, da enostavno pač
kupimo podatke iz neke baze. Recimo, čim ste B2B, vam je življenje precej lažje, ker so te podatki vsaj do neke mere dostopni. Če ste B2C, pač malo se znajte, ne bomo zdaj tukaj o raznih sivih pristopih govorili, ampak pač vemo, da podatki se da dobiti na različne načine. In spet lahko stavite pač nek model, kako se gledajo na trgu in potem se s tem. To je recimo še kot zadnji primer, ker nekaj takega lead generation, ki smo imeli na ta način je, da smo vzeli bazo obstoječih strank enega podjetja, to je pač nek B2B primer, in smo potem pogledali, ok, kako pa zdaj izgledajo podjetja, ki so pa pač teh nekih objektivnih lastnosti, kot je segment, pa velikost, pa prihodki in podobne stvari, ki jih imate v raznih busy.si in podobnih bazah, kjer podjetja izgledajo podoben. In smo jih potem pač identificirali dve taki gruči. In kar se je izkazalo je, da ko so delali cold calle, se je osip zmanjšal za približno 3-krat. Pomeni, da pač 3-krat bolj uspešni so bili njihovi prodajalci, ko so pač poskušali prodajati tem, ko so pač samo random izbrali nekoga, ki bi mu to prodali. In nek način, kjer pač res očitno smo zatipali neke smiselne vzorce, kjer je pač imel njihov produkt boljši product market fit, kot čez celotni trg. Tako da, kot nek zaključek, ki je zelo mehen, bi pač par stvari izpostavil. Prvo je to, da segmentacija nikoli ni samo ena, tako mi pač nikoli nimamo enega definitivnega del uporabnika, ampak je vedno pač so različni odvisno od konteksta, v katerem smo. Drugo je to, da je velikrat manj več, čisto v smislu tega, da včasih je boljše, da pač vržete en del podatkov v stran, en del uporabnikov v stran, pa pogledate samo, ko izgleda segmentacija enega dela, ki ste ga že prej odločili. In podobno tudi velikrat pač to, da samo dodajamo še značilk, je slabije, boljši pač neki vrš stran in uporabiti samo par, ki imajo res pač dobro razlagalno moč in hkrati čisto matematično nam pomagajo pri tem, da lepo nam razdelijo naš prostor. Potem je to, da večkrat več ločenih, bolj preprostih modelov je velikrat boljš, kot en kompleksen, ker smo se noter zbasali, pa pol uporabili neke hude algoritme zraven. Prvič čisto nivoju rezultatov in drugič tega, da je tudi lažje razumeti, kaj se dogaja, ker ne past v past, da uporabljate neke sofisticirane pristope, ki pa potem absolutno ne razumete, kaj pravzaprav rezultat istega dobili pomeni. In še zadnja stvar je to, da v bistvu karkoli je lahko značilka, ne bi tukaj zdaj omejen neke demografske podatke ali karkoli, ampak so lahko to neke čist stvari, ki nastanejo naključno ob uporabi vaše strani. In ne nazadnje, spet izbira z teh značilk je bistveno več vredna in vam bo bistveno več prinesla, ko imate potem neke sofisticirane modele. To pomeni pač, imejte preprosto, imejte malo sam pač tisto, ker pa imate pa res dobro razmislite, zakaj je. In to je neka stvar, ki pač bo čez noč nastala, ampak je v bistvu nek proces, da vedno znova in znova poskušate. Tudi, ne vem, naslednjič bom kjerkoli kazal te slike, bo ta moja segmentacija izgledala drugače in tudi vedno malo več uporabnikih. In to je pač edino pravilno, ker se prvič po eni strani ta struktura spreminja in po drugi strani pač vi veste, če dali več in vas tudi mogoče druge stvari zanimajo, ker so potrebe posla drugačne. In ste me že malo pogledali glede časa, tako da se na tem mestu vam zahvaljujem. Močemo še za vprašanje. Je kakšno vprašanje? Vse prestrašam. Aha, tam zadaj je ena roka. Evo, mikrofon. Izvolite mikrofon. Super. 1, 2, 3. Škoda, ker nisi na začetku povedal, kaj GoOpti pravzaprav počne, da bi malo reklame naredil, ker jaz osebno vem, sam vem pa, če vsi tle vejo. Razen, če je to že toliko znana firma, ker ne vem, Amazon. Ali bi bilo to zdaj še bolj učinkovito, da mi nekdo drug iz publike naredi reklamo, ne pač ta social proof pa tako, ampak... To sem naredil. Hvala. Ja, GoOpti smo pač naslednja generacija javnega transporta on demand, večinoma neke daljše razdalje, v smislu na letališča in podobno. GoOpti.com, pejte, boste se z nami, fulsko super. Hvala, Simon.